Živijo, Bogomila, dobrodošla v teli najni kratki, sladki oddaji. Pozdravljen, Matej. Kako si kaj, oziroma širše vprašanje, kako je biti mama 4 fantom? Jaz sem v redu in mama 4 fantom biti je taka pustolovščina, ki mi jo je življenje prineslo. Jaz sem si sicer vedno predstavljala, da bom mama deklicam, pa sem dobila 4 fante in mislim, da je bila to super izbira, no. Mislim, ni bila moja izbira, ampak sem vesela, da imam 4 fante, ker so me veliko naučili, no. Je pa pestro, veliko energije, veliko glasu tudi, tako, no. Zdaj, če boš vztrajna, slučajno še naprej, moja osebna izkušnja je, da pri 5. se spol zamena, ne. Ja, bomo videli, kako bo šlo naprej. Ti, v čem se pa vzgoja teh 4 fantov kaj razlikuje od vzgoje, ki si je bila ti navajena doma? Ja, po mojem največji izziv, pa mogoče tudi presenečenje je ta ogromna količina energije, ki jo imajo in je ne zmanjka res do večera. Pa tudi to stalno preizkušanje meja, malo uporništva, tega, da hočejo po svoje, res na vsakem koraku. To, no, ker sem si mislila, da pač, če bom nekaj rekla, bojo ubogali, pa ponavadi ni tako. Treba najti neko sodelovanje zmeri, da je tudi njima okej, da ne tako. In če zdaj to ekstrapolirava na puberteto, tvoji so, koliko že stari, od 8-9 navzdol, ne? Ja. Je 8 do 1. To preizkušanje mej v puberteti bo pa najbrž še drugače izgledalo. Te kaj strah tega? Ni me strah, si pa želim, no, da bi vseeno do takrat uspeli neke take dobre karakterje vzgojiti v njih, da bi fantje bili trdni v tem, kar so svoji, da bi vedeli, kdo so, no. Tako da tega ni me tako strah, no, ampak vem pa, da je še veliko dela do takrat. Tako da ne smemo zaspati z Rokom pri vzgoji, no. No, danes sva tukaj v vlogi tebe kot avtorice teksta ene zelo zanimive knjižice, ki se povezuje z vzgojo tvojih fantov in tudi otrok sicer. Naslov je Pija in Juš spoznavata svoje telo. Zdaj se že malo čuti, ja, ko si rekla, želim, da bojo vedeli, kdo so, ne. Spoznavati svoje telo je kar podobno, gre v to smer. To je knjižica, ki se z telesnostjo, spolnostjo in podobnimi tematikami ukvarja za predšolske otroke. Daj popravi to definicijo. Ne, je kar dobra. Predvsem je bil namen te knjige slikanice, no, pravzaprav olajšati staršem nek začetek pogovora nasploh o telesu, gre se za poimenovanje spolnih organov, ampak na tak organski način, da tako pride spontano do tega, da ni to zdaj neka vsiljena tema. Danes se bomo pa o tem pogovarjali, ker se mi zdi pomembno, no, pa s to ekipo, ki smo ustvarjali skupaj, smo videli, da je to pomembno, tako začeti, no. Tudi pri tem, da se že samo pravilno poimenuje spolne organe in da je to neka vstopna točka, kjer pa lahko naprej ti zgradiš en tak odprt pogovor naprej za spolnost, ne. Seveda se ne boš v predšolskem obdobju že konkretno čisto o pornografiji pogovarjal s temi besedami in tako, ne. Zakaj se ti pa to zdi toliko pomembno pri tej starosti? Najbrž ne samo zato, ker si medicino končala, ne? Ne, tudi to, no, vidiš pol recimo na drugi strani, kakšni so učinki, če pa se nič s tem noben ne ukvarja. Ampak pomembno se mi zdi to, tako ko gledam svet, pa vidim, kam grejo mladostniki, kaj so njihove težave, s čim se soočajo mladi, in sem videla, no, da svet kar gre v to smer,
jaz imam 4 fante in vem, da če ne bomo aktivno pristopila z možem k tej tematiki, pač jih pustim svetu, da jih pouči sam o spolnosti, kakor jih pač svet pouči, in mi to ni bilo všeč. No. Sem želela, da bi lahko midva jim dala se pravi sliko o spolnosti, kakršno bi rada midva predala. No. Zato je potem pač nujno, da se pogovarjamo o tem. In mi je bilo težko, kako začeti pogovor s tako majhnimi, kaj naj jim povem. Tako jaz sem bila v zadregi. Tako da potem smo začeli sodelovati z Benjaminom z inštitutom Integrum, kjer se ukvarjajo s to temo. Smo naredili eno ekipo in smo začeli malo raziskovati in tako je nastala potem tudi ta slikanica. No. Zdaj, skupni imenovalec vseh teh mojih pogovornih oddaj na Socialni akademiji, ki sem jih imel že kar nekaj, malo manj kot 10, je prav to, da so to pogovori s takimi pobudniki. Zdaj, ti si ob 3 takrat najbrž še, v Mulcih, se te knjige lotila, čeprav sem seznanjen v covidu, v tistem znamenitem prvem valu, ki nas je vse tako šokiral. Ampak meni je bila še posebej zanimiva zgodba, ko smo se prej pogovarjala, ta, da si pravzaprav ti na inštitutu Integrum iskala, obstaja kakšna taka knjiga, ker sama ne veš, kako bi se tega lotila s fanti. Ne? Ja, res je, ja. Poslušala sem en podcast za mame, ameriški sicer, kjer je bila ta tema pornografije in da je potrebna preventiva pred tem, že pri malih otrocih in tako. Se pravi, to je en majhen delček vzgoje, ampak mi je zbudilo pozornost, kar sem si mislila, tukaj bi tudi jaz rada prevzela malo pobude, ne bi prepustila tega svojim fantom. Predstavljali so knjigo Good Pictures, Bad Pictures in potem sem jaz rekla, pa knjiga bi bila super za začeti take pogovore, kaj imamo v Sloveniji od tega. In jaz zavrtim telefonsko od Benjamina, ker pač se poznamo malo, in sem rekla, Benjamin, vi se s tem ukvarjate, a obstaja kakšna knjiga, da nam je zdaj to brskala po knjižnici, ne? Pa je rekel, mislim, da ne. Dej, dobimo se na sestanku. Bomo pogledali, mogoče bi prevedli ali kaj. No, tako. Potem smo raziskovali in res po knjižnicah ni tega gradiva, kaj da zadobiti svoje enciklopedije ali pa v tem smislu. No. In potem smo se pač lotili sestanka v sestanek. Jaz najprej rekla, to ne, jaz sam iščem. Ampak je potem kar nastala ekipa in smo se lotili. No. V bistvu smo se zelo prepustili tudi Svetemu duhu in smo rekli, če bo kaj nastalo, bo, če ne, pač kaj čemo. Pa je nastalo. Ravno to me zanima, kako človek pride od iskalca do pobudnika, rečemo temu na nek način, oziroma do ustvarjalca. To se mi zdi z vidika mene, mojega profila in Socialne akademije še posebej zanimivo. Kaj si mogla začutiti, da si se sploh podala v to, da bi pa ti lahko bila avtorica nečesa, kar si prej samo iskala? Jaz sem naivno verjela do zadnjega, da Benjamin ima kakšnega pisatelja v žepu. Zdaj ga je imel. On je rekel, prid, ti si zdaj si dala pobudo, prid na sestanek, bomo videli, kaj se da narediti. In jaz sem šla to so bili Zoom sestanki, seveda. In potem smo tako ugotovili, da v bistvu ilustratorka je, Urša je bila, potem sta bila Benjamin pa še Tomaž, pa ona sta rekla, da bo ta koordinirala in potem, kdo bo pa pisal, rekel, pa lahko ti probaš. Tako malo me je za nos povlekel. Kako? Si že prej kdaj kaj pisala? Ne, takole, ne. Je pa res, da zelo veliko beremo, redno smo obiskovalci naše knjižnice, tako da pa res samo slikanice. Jaz svojih knjig sem pa brala, ko sem jaz bila v šoli, tudi sem dnevno bila v knjižnici. No. Tako da branje imam zelo rada, pa zgodbe, dobre zgodbe zelo rada, ampak da bi prav jaz pisala, to pa se nisem tako lotila. No. Nisi niti, nobenega kakšen blog kdaj ali pa kaj tazga, kakšen članek, to si že najbrž, ne? To pa sem, pa tudi dnevnik, pa tako, mislim, sej skozi neki tako
Ampak to je zame, ali pa bi rekla, ni bilo mišljeno nikdar kot neka zgodba ali pa tako. No. Ja. Ampak kaj si mogla začutiti, da si se prestavila v to, da ti bi pa lahko, da si se čutila opolnomočeno? Kaj se je moglo v tebi zgoditi, ali zunaj tebe, ali kaj? Potreba bi rekla, ne? Potreba in želja potem, da nekaj bi bilo res tudi za moje lastne otroke, ne? Potem malo, ker se je pač zgodila ekipa, jaz sem vedela, da imam support, ne? To mi je bilo tudi dosti, verjetno, če bi bila sama, to ne bi nikdar nastalo. Tako pa, ker sem vedela, da smo skupaj in nekako smo se na začetku sami zmenili tudi neka vodila, kaj bi bilo noter, kaj ne. In pol je bilo treba samo zgodbo nekako dobiti, da bi vse to zaobjela, vse te podatke ali pa informacije, ki smo jih želeli dati noter. No. Tle sem si dala, mislim, da je dober mesec časa in sem pač razmišljala veliko o tem, na kakšen način bi zgodba lahko šla, malo sem pa tudi testirala doma s svojimi fanti in teksta to načeloma ni velik, ne? Ampak veliko je pa nekih odločitev. To, da ti postaviš, je zelo smiselno, ne? V kontekst kopanja večernega, ne? Ker se takrat take vprašanja pojavljajo, pa pol, da živali daš kot izhodišče, da se lažje vstop v temo, ne? Take stvari si se mogla najbrž odločiti, ali ste se to v ekipi, ali? Ne, to je pol prišlo. Domišljije pa tudi nekaj imam, no. Tako da pa vse pravim, prepuščanje, no, jaz sem to kar malo dala v roke Svetemu Duhu in sem rekla, lej, če je mišljeno, ne pride kakšna ideja, drugače pač ne morem izsiliti tega iz sebe, ne. Si pa na nek način tudi dobra zemlja za take stvari, ne, kot mlada oseba si se veliko izpostavljala raznim izzivom, ne, pri Skamu, Skautih in podobnih organizacijah prevzemala kar take pomembne vloge. Najbrž si se tudi v svoji mladosti že kaj tazga naučila, kakšen da izreči, ne? Ja, tega je bilo kar nekaj, ja. Pa bi rekla, do poroke mnogo, ker sem bila zelo dejavna v marsikakšni organizaciji, res najbolj Skauti pa Skam, ampak Pol pa je v družini bila pomembna vloga in zdaj za par let je bilo, bi rekla, zatišje, vse posod drugje, no. Tako da. Ampak je, domnevam, no, vsaj po svoji ženi, to tiste, ki so bile aktivne v obdobju mladosti, tudi ni samo od moje žene, ampak prav jih je zbralo nekaj takih, ki so bile aktivne v obdobju mladosti in ki so potem pogrešale to neko aktivnost, ne, da niso pa samo mame, ne, je to glavna stvar, ampak niso pa samo mame, ne, in najbrž živi neka taka, bi rekel, želja ali klic po neki širši angažiranosti tudi v taki duši, kot je tvoja, ne, mami 4 fantov. Ja, tako. Si že večkrat zahrepenela po čem več širše od družine, ali ti je v bistvu toliko družina nudila neke opore, da ni bilo pretirano? No, zelo sem čutila zadnja leta, da sem nujno potrebna doma in tudi v bistvu vsa moja energija je šla za to, da sem za te otroke, pa mislim, za družino skrbela. Tako da ni mi veliko stalo drugih moči za kaj drugega, no, početi, niti časa, ampak ta neka želja pa tako, da pač ne obtičim, ne obstagniram, pa je skosno. Mislim, nisem nikdar mislila, da zdaj bom pa jaz samo mama in tle se konča, ne. To pač. Sem še vseeno bogomila z vsemi svojimi talenti in nekaj z tega počasi, kar bo tudi še kaj nastalo, verjetno, no. Ja, ker ta želja po tem, ne želja oziroma nevarnost, da bi stagnirala, najbrž te je še malo bolj spremljala, ker vendarle si zelo kontrastno, ne, kot študentka medicine, ki si jo tudi pač dokončala, si bila zelo v osebni rasti, v sprejemanju, ne, potem pa ostati doma kot mama. To je velik kontrast na nek način. Jaz moram reči, da ravno iz medicinskega poklica nekaj žensk poznam, ki so to isto naredile, ampak to je neka kontroverzna poteza za današnji svet, najbrž, ne? Ja, marsikdo jo tudi, bi rekla, težko sprejme ali pa razume, zakaj bi to naredil sploh, no. Ampak je imel kakšen vpliv na to tvoje nevarnost oziroma strah pred stagnacijo? Bi rekla,
ja, včasih me je tudi malo zagrabil, ja, kaj pa bo naprej, ampak po drugi strani mi je pa tudi dal priložnosti, da sem lahko razmislila ali pa tudi vseeno našla tisti malo časa, da sem nekam ga usmerila. Gotovo, če bi jaz delala zdaj na polno službo, pa zraven še potem z družini se predajala, ne bi od mene ostalo popolnoma nič več energije, ne idej za karkoli takega. No, tako da to je v bistvu, če ne bi bila doma s fanti, se ne bi tega lotila. No. Tako da to je bil v bistvu, kako bi rekla, plodna tla za to. No. Ja. Je bila pa morda tudi tekom te knjige, ki sicer ni tako zelo velik projekt, ampak vendarle je kar zahteval nekaj angažmaja, tudi kakšna puščava, kakšna preizkušnja, kakšno mesto, kjer ste si že morda obupala ali pa šla res sam na zaupanje naprej, da bo nekaj od zunaj prišlo in potisnilo, ali je šlo dokaj predvidljivo, gladko, načrtovano? Nismo imeli nekega, kako bi rekla, datuma, do kdaj moramo narediti, zato je šlo ful počasi in to je mene kar tako zelo, tako se mi zdelo, to ni šans, da kaj rata. No. Jaz sama v sebi sem imela ful veliko dvomov. No. In zdaj mogla kar vsakič, gremo še en korak naprej. No. Tako da, ja, je bilo veliko. Vsak korak je bil na nek način ful napor, ali kaj? Po eni strani ja, po drugi strani, tako, no, kako bi rekla, ni tako gladko nam teku, ker je pač vse bilo nadaljavo, nismo se videli toliko veliko, ne vem, enkrat na mesec smo se dobili in do takrat je bilo treba nekaj narediti, pa je bilo recimo 2-3 tedne čisto zatišja, pa zadnji teden smo si bolj delali. Tako, no, v tem smislu ni tako gladko teku proces, no. Ampak ekipa je nekaj, kar te nos naprej vseeno, ne? Če je človek sam ne naredi teh korakov, ne? Ja, gotovo. To se mi zdi, veš, da smo v tem svetu individualizma danes, kljub temu, da smo vsi nekako povezani, vsi imamo mobilno telefonijo, ampak smo še zmeraj zelo veliko sami. In jaz prav vidim, koliko veliko lahko ekipe naredijo, koliko nevarnosti lahko dajo človeku, ne? Pa koliko prebujajo talentov, ker šele v odnosu z drugimi se ti vidiš, v čem si zares dober in kaj res lahko prispevaš. Ne? Ja, mislim, jaz sem prepričana, da če ne bi mi imeli dogovorov od takrat do takrat, moč narediti zato, ker potem prevzame ilustrator in tako naprej, pa ne bi tako nastali. Nastajali pa to kdaj v dopoldanskih, ne praviloma, ne? Če si bila doma, pa nimate otrok. V večernih urah, nočnih. Mislim, da za mene in za Uršo, ja, več ali manj. A veš, da taka je tudi moja izkušnja. Tiste knjige, ki sem jih sam pisal v službenem času, ponavadi so bile pač povprečne. Tiste, ki sem se pa izlil zadnje atome moči v nočnih, so pa dosegle nek tak učinek. No, prav zanimiv je, kako ta mod, ta način mod, v katerem delaš, produciraš knjigo, kako vpliva na njeno vlogo v družbi. No. Mogoče zato, ker zvečer ostane samo še bistvo. Ja, mogoče, ja, in res, ne. Tisto, kar gre skozi večerno cedilo, tisto je res dobro. Ja. Ne, veš kaj, bolj to, tiste, veš, kad sem jih v službenem času delal, ne, so bile ponavadi knjige pač tudi financirane, tudi po naročilu, a ne. A veš, tiste, ki pa ne, so bile pa res iz mene ven najbrž, ne. Verjetno, ja. Je tudi tako verjetno. Drugače pa, ko že govoriva o tem, kaj knjiga prinese, pa to prav nekih učinkov te vaše knjige še ni možno zaznati najbrž, ker je še manj kot en mesec v času snemanja zunaj, ampak neke povratne informacije ste pa že najbrž dobili, ne? Ja, in odzivi so dobri, starši pohvalijo, da je lepo berljiva, da otroci imajo radi, da radi poslušajo, da so jim ilustracije všeč, da je tudi zgodba taka, da tako lepo pelje čez te pogovore. Tako da zaenkrat so dobri odzivi. No. Prav nekih učinkov pa res še se mi zdi, da to je pač en tak začetek, ki je ponujen staršem pa otrokom, da se pa v bistvu šele razvija odnos, pa da se odprejo pogovori, a ne?
Tako da učinki bojo, po mojem, bomo kasneje slišali o njih. No. Jaz edino za svojo družino lahko rečem, ker se pravi, štartala sem iz lastne potrebe po takem gradivu, pa vidim zdaj, da se lahko sproščeno pogovarjamo o ne vem, če vprašajo o spolnih organih ali pač take stvari, ki jih zanimajo, pa jaz nisem več v zadregi, ker sem bila še 2 leti nazaj, no. Pa vem, koliko je pomembno ravno zaradi pisanja te knjige, da imamo en tak odprt, zaupen odnos tudi na vseh drugih stvareh, a ne, če otrok pride v stiski, da mi ima vedno priložnost povedati, kaj ga muči, zato ker je to, se pravi, gradi en tak odnos odprt in zaupen, ki mi bo pomagal, da bova lahko nekoč se pogovarjala pol tudi o tem, kakšen je pravi, ali bom rekla prava pot za spolnost zdaj, ali kar že na prvem zmenku se to zgodi, ali tako, ne, v takih zaupnih stvareh, ko bojo pa mogoče, ko bojo malo več stari otroci, bojo težje izvedljivi, če ne bo zaupnega odnosa, ne. Tako da bolj se gre za to, no. Jaz pri sebi vidim bazo postavljati, da so tudi to teme, o katerih se govori, ne? Ja, mislim, namen te knjige je sicer samo začeti, ampak začeti zato, da bi se lahko potem pogovarjal. Ja, tudi recimo nekje v ozadju je bila tudi preventiva pornografije, ki se zdi pri predšolskih še ful daleč, ampak dejansko se zelo zgodaj že otroci srečajo s tem v šoli, ko imajo dostop do teh pametnih telefonov in tako. Meni bi bilo sicer tako v idealnem svetu fajn, da bi se to vse zelo kasneje pogovarjali, ampak ker živimo v tem svetu, se mi zdi pa vseeno bolj, da se starši z njimi pogovorimo prvič, pa da malo otroci so pripravljeni na to, s čim bojo bombardirani polno. Da se jih ne prepušča to. Tako. Na prvi strani, ne, je ravno tole. Vsem staršem, da bi z otroki lažje govorili o temah, o katerih se z lastnimi starši morda niste pogovarjali. Ne? Ja. Tvoja generacija je tudi še taka, čeprav ti si odraščala že ne, v 80-ih, 90-ih, ne? Ja. Ko smo že imeli malo širše družbene poglede, ampak očitno si tudi mogla kar velik korak narediti naprej v tvoji generaciji. Ali kako? Ja, ne vem, jaz mislim pri nas, pa ne, da se ne bi pogovarjali, ful smo se, ampak konkretno o spolnosti ali pa o teh bolj intimnih temah, pa tako, pa se mi zdi, da je bilo kar, vse si razumel, kako bi naj bilo, ne, ali pa, ne vem, tako, kaj se bomo o tem pogovarjali? Tako, ja. To je šlo mimo, no, je šlo mimo, niti jaz nisem drezala preveč, ne. Ampak, a vidiš, Bogomila, to ni en korak naprej, midva se o tem zdaj pogovarjava že javno, ne. Ja. Tako da ti si naredila zdaj 2 koraka naprej. Hvala. Tvojo generacijo in jaz v bistvu tudi, ne. Ja. Sva imela obadva podobno startno izhodišče in obadva sva zaključila podobno. Kdo bi si mislil, ja. Ja, ne, ni samo v svoji družini, ampak še širše. Hvala ti za to podelitev, za to pričevanje, kot najbrž razumeš. Knjiga je dragocena, tudi za moje otroke, so jo tudi že šolski z zanimanjem prebrali, ampak mene pa še posebno navdušuje ta drža družbenih pobudnikov, tistih, ki naredijo nekaj več, kot je nujno potrebno, ne. Tako da hvala ti, da si ta zgled in upam, da sva s tem še koga, še kakšno mamo morda ali pa še koga drugega nagovorila, da lahko svoje talente, kljub temu, da misli, da je že do vrha polna mera življenja, ne, še kam investira. Ja, res, take pobude so dobrodošle, se strinjam. Lepo se imej in srečno. Pa knjigi dobro na pot. Hvala, Matej. Adijo. Adijo.